To je bil ta zadnji najin seks. Na javnem, na hitro, na divje. Nikoli prej ni ejakuliral v mojo nožnico. Takrat morning afters niso bile znane, mogoče niti legalne. Naslednji teden sem odšla na študij v tujino. Naslednja menstruacija pa ni prišla. Poslala sem mu mail z obvestilom, da bom splavila. Odgovoril je, izvini, kakor želiš. Jaz pa nisem želela nič. Spomnim se, skoraj telesno se spomnim občutka spokoja, umirjenosti, ki sem jo čutila v tem času. Splav nikoli zame ni bila izbira. Bila je edina možnost, da zaživim svobodno, neodvisno, da iščem in spoznam, kdo sem in kaj želim. Vedela sem, da nisem vedela, kako bi nadaljevala študij, rodila, vzgajala otroka in delala v naslednjih 3, 5, 10, 15 letih. A bi sploh nadaljevala s študijem? Kje bi živela, komu in kje dala otroka, ko sem na šihtu? Pri nezaželjeni, nenačrtovani, neskomunicirani možnosti nosečnosti ne gre za nekaj mesečno kratkotrajno stisko. Pomoč staršev, prijateljev, društev in zavodov enostavno ne zadostuje. Gre za popolno brezno negotovosti, vprašanj brez odgovora, ker jaz niti nisem vedela, katera še vprašanja naj postavim in komu. Sam splav je bil brez posebnosti in komplikacij. Starša sta mi pomagala, nikoli potem nisem imela kakršnihkoli težav, ki bi bile povezane s splavom.